Dobro, slovenski novinarji pa čisto po domače rečeno jebemo ježa tudi zaradi odnosa nekaterih uvoznikov, ki smatrajo, jaz sem oborožen z zapiski, s kavo tudi, se mi zdi, da se moramo malo pogovarjati. Veš, kaj imam tukaj noter? Zapiske z ene najbolj zanimivih službenih poti v zadnjih nekaj letih, kar je na nek način težko verjeti, ker se nismo usedli v niti en avto, še manj smo ga pa pelali. Zakaj govorim o množini? Prvič po zelo dolgem času sem šel na službeno pot z bratoma atmosfercema, z Juretom pa s Sašo. Jaz sem posebej vesel, da se to zgodi tudi zato, da kdor nas recimo spremlja na Instagramu, da dobi 3 povsem drugačne vpoglede v isti event, pa v iste avtomobile. Vsak čist drugač pove zelo podobno zgodbo in pa res dobiš nek celovit feeling, kako je bilo, kaj smo počeli, kakšen je avto in kakšna je, in to je včasih še bolj pomemben, zgodba okrog avtomobila. Zdaj pa tako. Znamka Cupra nas je povabila v Barcelono. Službena pot je bila nekaj, kar smo zelo težko pričakovali, tudi zato, ker pravzaprav sploh nismo vedeli, kaj bomo videli. Česa naj se veselimo oziroma kaj se bo sploh dogajalo. Najprej do hotela, kjer smo se mečkano frišali, prav dosti časa čisto resnic nismo imeli, ker so nas potem pa zelo hitro pospravili na avtobuse in odpeljali v Terramar. A veš, Cupra se je odločila, da bo po 4 letih, odkar so ustanovili znamko, to je ena najmlajših avtomobilskih znamk sploh, z najbrž tako oni pravijo najmlajšimi kupci. Peljali so nas na dirkališče Terramar, ki je eno najstarejših dirkališč sploh. Tam sem bil prvič, Saša pa Jure sta pa tam že bila. Saša mi je tudi nekaj zapovedati. Ti veš, da je to ena prvih stez kadarkoli narejenih na celem svetu? Kaj? To? Ja. Monza, še ena ne vem kjera, Indianapolis, pa tole. 1923 mislim, da je bila narejena. 1923 si povedal? 1923, ampak veš kaj je hecen? Niti ene take dirke ni bilo gor in pol so po parih letih so vse skupaj ugasnili, ker je zmanjkalo denarja. Če si tam izovala preveč po zunanji potegnil. Če si ven letu. Ampak nisi šel v Maline, kam si šel? Breskve si utresel. Ok, toliko mogoče malo za uvod, da veš, kje smo bili. Vedeli smo pa, da gre za res, da bo velik event. Prvič zato, ker je bilo ogromno novinarjev iz celotne Evrope, drugič zato, ker smo videli pa bili veseli, da Cupra prepozna kakovost drugačnih, mogoče malo manj avtomobilsko klasičnih vsebin, ogromno enih influencerjev je bilo tam. To sklepam, ker pač nekako vem, kako izgledajo klasični avtomobilski novinarji. Najprej so nas spravilo eno tako zelo zanimivo staro industrijsko halo, ki je bila seveda prilagojena temu eventu. Kako so ga že poimenovali? Sve sem si zapisal, pa sem pozabil. Unstoppable Impulse. Light show, zanimivi ljudje, avtomobilski deli, glasna muzika, vse živo se je dogajalo, bi pa tako, ok, to zdaj to, a bo kle zdaj? Pa kar naenkrat odprejo vrata, pa rečejo, prosim lepo, sprehodite se po dirkališču, nam pa sam čeljuz dol pade, ker, a veš zakaj? Na to 100-letno pisto so postavili vse Cupre do zdaj. Vse serijske modele, tudi nekatere predelave, se mi zdi, da je bila ena Cupra od Apta tam, vključno z dirkalniki ETCR-jem oziroma tistim ta novim e-racerjem, pa tale, kaj že bil ta ekstremen puščavski dirkalnik oziroma dirkalnik za e-extreme racing na unih res besnih konti gumah. Na poti do enega zelo zanimivega kompleksa smo se srečali z vsem, kar se je zelo pomembnega znamki v smislu avtomobilov zgodil v zadnjih 4 letih. No, potem smo prišli pa v eno halo, kjer smo se seveda najprej ozrli malo nazaj. Without history or memory, imagining the future freely, designing without the burden of the past, creating a new universe, capable to fill humans so much, they still find it hard to believe that before it, there was nothing. Dobili eno tako razlago ali pa vpogled v to, zakaj je znamka bila tako zelo hitra, tako zelo uspešna. Recimo servirali so en zelo zanimiv podatek, ne. 2018 recimo so bili prihodki firme 430 milijonov, 2021 pa že 2,2 milijardi. Hočem reči, da so na dobri poti, da je folk kupil to idejo o Cupri, da je kupil idejo o novi, sveži, drugačni, predrzni znamki, ki pa vse bolj v spredje potiska seveda logično, tako kot praktično vsi elektrifikacijo. Zdaj pa sabo meni šluk. Ok, zdaj gremo pa naprej. Pa so nam pa pokazali
3 avtomobile, ki bodo zaznamovali njihovo prihodnost, 3 avtomobile, ki jih do tistega trenutka ni videl še nihče. In ta prvi, ki so nam ga pokazali, je poimenovan po lokaciji, na kateri smo bili, po dirkališču na mestu Terramar sem hotel reči Terakan. Gre za 4,5 metra dolg hibriden športni terenc. Cupra pravi, da bo na ceste zapeljal 2,24. Zdaj za komplet motorizacijo ne vem. Zdi se mi avto precej privlačen. Priključen hibrid ne bi imel tam okrog 80 km električnega dosega. Zdaj z informacijami glede vseh 3 avtomobilov so bili precej skopi. Samo osnovne so nam dali, ampak že kad ti vidiš, kako je upognan pleh, vidiš, da je njihov dizajn ali pa da je dizajn prihodnosti pri Cupri poln tega Cupra DNA, ki ga že dobro poznamo. Odsekane linije, velikene agresije. Veš, kako je pravi Lešnik v tistem podcastu, da se velik znamk obrača k agresivnim potezam. In grede Mercedes gre v kontrasmer, ampak tisti je druga zgodba. In to je to. To je bil ta prvi predstavljen avto. Zdaj prešaltamo pa na 2 električarja. Ta prvi se imenuje Cupra Tavascan. Meni se zdi precej posrečen ime, ne vem, kaj pravzaprav pomeni. Vem pa, da bo Tavascan za Cupro to, kar je recimo Enyaq Coupe za Škodo ali pa, kaj je že tale, Volkswagen ID.5 GTX. A je GTX? Ja, je. Skratka, kupejevsko padajoč zadek. Predvsem pa, pismo, ne vem, če se nimata une dva malo zabati zdajle. Ne hočem dejansko reči, da imajo drugi problem. Sploh, če bo cena konkurenčna, ker avto zgleda vrhunsko. In če temu dodaš še totalno odbit kokpit, zelo, kako se temu reče, driver oriented. Ajde, pa tlele imam še par zapiskov. To se pravi, 2 elektromotorja, skupna sistemska moč 225 kW, kapaciteta baterije 77 kWh, seveda gre za litij-ionski izdelek. Dosega ne bi bilo do 450 km, serijski, to sem že rekel, ne bi bil precej podoben temu konceptu, v kar ne dvomim, ker Cupra je že nekajkrat dokazala, da to, ko oni pokažejo kot koncept, da se tega kar držijo pa tudi v seriji, kar je dobro. To vse, veš, veliko drugih podatkov nimam. Ok, zdaj pridemo pa do avtomobila številka 3, tukaj imam zapiske, sicer zelo skopi, ampak avto je pa samo od sebe zelo veliko povedal, predvsem s to svojo predrzno obliko. Gre za skoraj točno 4-metrskega malčka, tudi ta bo štromar, torej električar. Skupna sistemska moč se mi zdi, da okrog 160 kW, pospešek do 100 manj kot 7 sekund natančneje, oni so rekli koliko 6, 9, 7 sekund, no. Kdo se lovi na desetinke? Če se prav spomnim, spreden pogon, dosega nekaj čez 400, dosega, 440 so napisali. Predvsem pa, god damn it, tudi za ta avto obljubljajo, da bo ostal zelo podoben temu, kar so nam pokazali v Terramarju. Jaz moram priznati, da zgleda vrhunsko. To je en tistih avtomobilov, ki stojijo primer, pa zgledajo kar malo tako. Ready to go, pripravljen na šprint, tako kad je v uni pozi, kot Linford Christie, preden si odrinil, da sem šel 25 let nazaj Linford. A kdo ve, kdo je bil Linford Christie? Ok, so vse. A sem rekel, da je temu avtomobilu ime Urban Rebel in oni to pišejo skupaj, kar je malo nenavadno, ampak vse smo se navadili na mrskej, tudi na Kugo. Veš, kaj hočem reči. Na ceste pride 2,25, veselim se, da bom mogoče zvedel še kaj, da bom mogoče kdaj uspel priti tudi za volan. Tako da ja, Cupra, najprej hvala za povabilo, zahvaljujem se kar v imenu vseh 3. Zanima me, to je mogoče točka, ki bi rad to izpostavil prav za nalaž, kdo bo naslednji zbral muda, da nas povab vse 3 na kakšen event, ker smo opazili, da ste se zelo dobro odzivali in da vam je všeč ta raznolikost predstavitve ene tematike, sicer primarno na Instagramu, ki je pa itak postal en glavnih kanalov za širjenje nekih osnovnih informacij, pa tudi jaz prek Instagrama ogromnih avtov prodam, to tudi držim. Ok, potem pa sam še grand finale večera. A veš, ki je bilo te uradne predstavitve konc, smo se preselili na en tak zunanji prostor in pred nami je bil razprostrt, ali pa ves čas smo gledali v ta del ovala in v enem trenutku, ki je bila že tema, so pri Cupri ta del ovala izkoristili kot ene vrste betonsko platno. In mi smo bili čist blown away, kako učinkovito so to naredili, da smo gledali, kot da vidiš ne vem kaj. Kar se je pa nam vsem skupaj zdelo še posebej imenitno, fino je bilo pa to, da so uspeli združiti digitalno z resničnim, ker v enem trenutku se je pol pripeljal en avto, pa drug, pa tretji in grafike so ga spremljale na en tak zelo zanimiv način. To je bilo tako zanimiv za videti, no.
preleteli. Zelo, zelo hud event je bil, sem bil zelo vesel, da sem bil del tega in to je to. Teh poti v tujino je zdaj manj, malo zato, ker so se avtomobilske znamke odločile ene stvari malo zmanjšati, malo pa tudi zato, in to pa želim poudariti, to sem povedal tudi že v podcastu, da so slovenski novinarji čisto po domače rečeno jebemo ježa tudi zaradi odnosa nekaterih uvoznikov, ki smatrajo, da nimamo kaj več hoditi ven pa gledati nove avtomobile tam. Jaz moram reči, da se mi zdi to zelo, zelo škoda. Predvsem in tudi zato, ker so s tem prekrajšani ljudje, ki avtomobile kupujejo. Seveda smo prekrajšani tudi avtomobilski novinarji, zato ker ko greš ti v tujino, imaš ti edinstven vpogled v to, kako nastaja avtomobil. Veš, kako neprecenljivo je, če imaš ti možnost sesti za mizo ali se pa po predstavitvi avtomobila pogovoriti z inženirjem, ki je bil odgovoren za zavore, za pogonski sklop, z oblikovalcem, z vsemi temi ljudmi, ki so delali strategijo, z ljudmi, ki so bili takole blizu, ko se je delal avto. In to so informacije, ki so zame kot novinarja in za vas, ki vsebino spremljate, pa se mogoče vi malo manj tega zavedate, neprecenljive. Ker informacije, ki jih jaz tam lahko dobim, lahko implementiram v klipih ali pa v vsebini ali pa v podpisih pod fotografijami še leta čez zdaj. A veš, ti na tak način dobiš natančen vpogled v nastanek avtomobila, neke referenčne točke, da pol tudi kad druge avte testiraš, lahko razmišljaš o tem, kako delajo pa to drugod, malo primerjaš. Skratka, tako širiš svoje avtomobilske mobilnostne horizonte na način, ker nam je zdaj onemogočen. Meni se zdi škoda. Moram priznati, da ene avtomobilske znamke še vedno zelo cenijo delo avtomobilskih novinarjev, naš pridonos in cenijo dobro vsebino in se tem mednarodnim predstavitvam niso odpovedale, medtem ko pa druge pa tega ne počnejo, pa se mi zdi, da je to slabše za vse. In s časoma bo, in to je neizbežno, tudi zaradi manjkota takšnega vpogleda v avtomobilsko industrijo začela padati kakovost vseh avtomobilskih vsebin, ki nastajajo tukaj pri nas. Škoda, da se to dogaja. Ok, mimogrede Morgan. Poznaš to znamko? Avtomobilisti jo poznate, tisti, ki pa ne, čudoviti avtomobili. Še enkoli pelu. Ok, to je to. Folk lepo se imejte. Ajde. Ena 6 VTI, 5. generacija, 4. generacija, pardon, Honda se mi je pelala.